sem tudi že toliko Slovenka, da razumem slovenske navade in običaje in si jih tudi prilagodim oziroma jih uporabim določene stvari. Ampak v osnovi bom pač vedno Nizozemka, saj to ni čudno. Jaz sem pač tam odrasla in to bo vedno del mene. Tako da. Jaz sem Chantal van Maurik, prihajam iz Nizozemske. Sem že 11 let, več kot 11 let v Sloveniji. Jaz sem spoznala svojega moža oziroma fanta takrat pred več kot 20 leti na morju. In od takrat sva ostala v kontaktu in pred 11 leti sem se jaz potem preselila sem. Marsikatere stvari je bilo to, ampak vse življenje se obrne tako, kot gre, ne, in se trudim pač, da naredim najboljše iz tega. Jaz pa nikakor nisem nikoli mislila, da bom poročena v tujini s 3 otroci. To sigurno nisem mislila in tudi sanjala ne. Ampak pač, to tako je. In zdaj sem vesela, sem srečna, da je to tako, ampak je pa čisto nekaj drugega. Mislim, saj to je tudi v bistvu eden in edini razlog, zakaj sem jaz še vedno tu, ne? Ker nisem navezana na Slovenijo kot da je to, da imam neke korenine tle ali da sem ozemljena tle. Ne. Moj dom je tam, kjer so moji, ne, kjer so pač moj krog mojih. Najtežji trenutek imam 3 in to so bili te 3 dni, ki jih moraš obvezno ostati v porodnišnici potem, ko si rodila. Ne. Pač v Sloveniji je navada taka, da kot ženska rodiš v porodnišnici, ne, oziroma v bolnišnici je to v bistvu, ne. In da potem tamle obvezno ostaniš vsaj še 3 dni, oziroma 2 dni in pol. Prvič, ko sem bila sama v sobi z eno gospo, ki je tako smrčela cele noči, da nisem mogla spati. Jaz sem objokana stala na hodniku sredi noči in zahtevala drugo sobo in mi je rekla sestra, mi je že zdelo čudno, da vi lahko spite zraven tega hrupa. To je bilo prvič in je bilo neka gripna epidemija, tako da Miha niti ni smel priti na obisk. Jaz sem bila sama, nisem imela mobitela takrat, ker pač ga še nisem imela. Nisem niti imela kartico za telefon in sem bila res, to je bilo katastrofa. Po pa še pride ona gospa iz matičnega urada s tako debelo knjigo in ti reče, kako pa je ime vašega otroka? Kris. V naši družini je navada, da imajo otroci dvojna imena, ne? Ampak moja sinova imata samo enega in to samo zaradi te gospe iz matičnega urada. Potem naslednjič, ko sem rodila Maxa, je bilo isto, ne, in je bilo spet neka epidemija in je samo Miha je lahko prišel na obisk. In sem seveda zelo pogrešala Krisa, ko sem tam ležala 3 dni in je bilo res grozno. Zdaj, pred kratkim, je bilo spet grozno, sem morala ostati še dodatni dan, ker je ona pač nekaj imela. In spet je bilo epidemija, ne, tale mehijsko gripo ali kar je bilo spet. In je prišel samo lahko Miha na obisk in mislim, to občutek, da, veš, ko smo mi kot družini vsi toliko čakali punčko našo, ne, in pa sem jo rodila in sem jo imela v rokah in nisem jo mogla pokazati svojim fantom, to je, mislim, katastrofa, ne. Tlele vi smatrate rojstvo v bistvu bolj kot nek medicinski opravek, ne, otrok je nekak stranski učinek tega, ne. Najbolj je pomembno, da to vse poteče po nekih postopkih, ne, skoraj kot neka operacija v bistvu, ne. Pri nas mislim, da je odnos do tega majčkam bolj, ne bom rekla, organsko, no, bolj naravno, ne, da, ja, in je otrok v bistvu v spredje, ne pa pač dogodek sam. Ne.